Za pomurski sejem je bilo leto 2019 uspešno, pa čeprav so pripravili manj sejmov, kot jih bodo izvedli letos. Zabeležili so namreč kar 2145 razstavljavcev in 132 tisoč obiskovalcev. V letošnje leto so kot prvi projekt okronali vinsko kraljico, sedaj pa jih čaka še raznolik in pester program. Pripravljajo namreč kar 6 sejmov, spremljevalni program, med drugim tudi strokovna mednarodna ocenjevanja ter gradnja kongresnega centra. Okronali smo 24. vinsko kraljico Slovenije. Čaka nas pa 6 sejmov v 4 terminih in pa 7 strokovnih ocenjevanj, seveda tudi slikarska kolonija in pa številne obsejemske aktivnosti. Prvi dogodek, torej sejemski dogodek, nas čaka od 25. do 28. marca. Potekal bo 31. mednarodni sejem gradbeništva Megra, ki vključuje tudi energetiko, komunalo in obrt. In ob tem bo potekal tudi 5. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij Green, ki bo se predvsem osredotočil na teme, ki so povezane z varstvom okolja. Za gradbeni sejem pričakujemo dober odziv, kajti nenazadnje je konjunktura v gradbeništvu po številnih letih krize ponovno v vzponu. Pred nami so tudi veliki infrastrukturni projekti, kot je recimo drugi tir, pa Karavanke, pa energetska sanacija objektov, tudi veliko projektov, ki so povezani z ekologijo oziroma varstvom okolja. Skratka, kar veliko je takih projektov, ki so načrtovani. Seveda je konkurenca danes malo drugačna, tudi mednarodna, niso samo ponudniki, slovenski ponudniki, ki se prijavljajo na te razpise, tako da bo mogoče tudi iz tega zornega kota prišel kakšen razstavljavec. Od 28. do 30. 5. je na programu 4. sejem sodobnega zdravstva, Medikal. Kot veste, je ta sejem bienalni, tako da je vsako drugo leto in seveda letos pričakujemo ponovno, da bo uspešen, predvsem kar se tiče tega, ne direktno medicine, ampak bolj poudarjamo zdravstvo kot tako. Če bi ocenili medijsko pojavnost, koliko medijske pozornosti se posveča medicini oziroma zdravstvu, potem bi lahko ocenili, da imamo dobre šanse za uspešni sejem. Od 22. do 27. 8. pa bo potekal 58. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki mu tokrat priključujemo tudi sejem Impact, ki je prav tako bienalen sejem. O sejmu Agra verjetno ni potrebno veliko govoriti, vsebine in koncepti ostanejo podobni, kot so bili tudi do sedaj. Nekaj informacija, ki je mogoče nova, je to, da bo dežela partner tokrat, oziroma država partner bo tokrat Srbija, kar je prav tako zelo zanimivo. Drugače pa vsebine so pa predvsem vezane na, še vedno imamo slogan sejem nove generacije, kar pomeni, da bomo seveda veliko pozornost dali
tem novim tehnologijam, digitalizaciji v kmetijstvu, mladim v kmetijstvu, ki seveda zelo hitro dojemajo vse te nove tehnologije. Skratka, v kmetijstvu je kar veliko tem, zdaj veliko stvari imate tudi napisane v gradivu, tako da jaz ne bi tega ponavljal. No, zaključili bomo sejemsko aktivnost z mednarodnim sejmom obrambe, varovanja, zaščite in reševanja SOBRA, ki bo potekal od 24. do 26.9. in bo osmič po vrsti. Tudi tukaj pričakujemo zelo, predvsem je tukaj pomembno, da so vključene vse tiste pomembne inštitucije, ki seveda pokrivajo ta področja, od Ministrstva za obrambo do Slovenske vojske, pa civilne zaščite, do policije in pa gasilcev. Tako da, če bomo uspeli še privabiti dovolj razstavljavcev, ki ponujajo seveda tudi opremo in tudi orožje za vojskovanje, potem se nam obeta zelo zanimiv sejem, seveda z številnimi tudi dinamičnimi predstavitvami in tako naprej. Da ne govorim o teh projektih, ki so vezani na strokovna ocenjevanja. Vsa ocenjevanja, ki so tudi v preteklem letu bila na sporedu, so tudi tokrat. Dodamo seveda natečaj Slovenski Oskar za embalažo, ki je prav tako bienalen vsako drugo leto. In pa, mislim, da sem pozabil povedati, slikarsko kolonijo, ki bo prav tako v mesecu maju, tokrat na naši strani, kajti kot veste, imamo eno leto slikarsko kolonijo na avstrijski strani, eno leto je na naši strani, tokrat bo 26. in bo na naši strani, in v letošnjem letu kot novost želimo vključiti tudi še kakšnega kiparja iz ene in druge strani. Toliko bi seveda jaz o vseh teh projektih, čist na kratko, da seveda o posameznih projektih pa vas bomo prav gotovo seznanjali med letom, o podrobnostih in o vsebinah, tako da jaz zdaj ne bi vnaprej se spuščal v neke podrobnosti. Leto 2020 je prestopno, zato imamo tudi en dan več na razpolago in nazadnje smo zato tudi vsebino malo razširili, tako da bomo lažje tudi te projekte speljali. Seveda ne bomo pa delali samo na vsebinah sejmov, ampak moramo tudi veliko med letom postoriti na področju izgradnje infrastrukture. Veste, da seveda zahteve razstavljavcev in obiskovalcev so vedno večje. Predvsem imamo zadnja leta probleme, govorimo o Agri, ki vključuje celotno Semišče. Veliko problemov na eni strani z klimatizacijo, ki jo bomo v letošnjem letu poskušali bolje organizirati. Seveda pa glavni projekt, ki nas čaka, je pa izgradnja, včasih smo rekli pomurskega paviljona, ko smo imeli projekt z občinami. Danes bo to neke vrste kongresni center, ki ga imamo v načrtu. Seveda je v bistvu neka različica tistega pomurskega paviljona v neki spremenjeni obliki, ki jo bom v nadaljevanju tudi pokazal. Nadaljevali bomo tudi z izgradnjo
čebelarskega oziroma medenega hrama. V projektu imamo tudi nadaljevanje projekta fotovoltaike na naših strehah. Mi imamo že 5000 kvadratnih metrov pokritih z fotovoltaiko in v nadaljevanju je v projektu še 2000, da bi pokrili z tem in sistem tudi v nekem smislu zagotovili del energije. No, seveda pa je vedno veliko za postoriti v samem vzdrževanju, kajti objekti pa tudi zunanje površine so vedno seveda izpostavljene celo leto raznim vplivom, tako da imamo kar veliko teh infrastrukturnih problemov. Čisto na kratko, zdaj, če pogledate med upravno stavbo in halo B, torej na tem dvorišču, ko vi parkirate, bi postavili paviljon, ki bi bil spodaj čisto odprt, tako da bi dvorišče ostalo takšno, kot je. V zgornji etaži bi pa bila dvorana za približno 360 sedežev, z 360 sedeži, s tem, da bi jo lahko potem tudi seveda v potrebi tudi razdelili v dve dvorani. In s tem bi pač pridobili dodatne površine za recimo tudi, da rečemo, v prerezu bi izgledala to tako, spodaj odprto, zgoraj pa dvorana. No, zdaj kot ena varianta je tu na levi, ko so risani tudi ljudje, je varianta, da bi naredili tudi press center v eni etaži. Zdaj, to bomo še pravzaprav videli. Zunanji izgled bi pa bil takšen, da bi zapolnili to praznino, ta vogal, in na tem vogalu tovorni vhod v halo A in pa med to halo bi pa bil en taki stolp, preko katerega bi se potem tudi dalo iz dvorane, to pa zdaj nimam tu, iz dvorane, ja, to pa se zdaj ne vidi. Aha, tu se vidi. Tu se vidi na tem dvorana 1, tam v vogalu bi bil lahko prehod tudi iz dvorane 1 v halo A. V primeru, da bi pač imeli neko manjšo prireditev in bi bila otvoritev v dvorani, pa bi potem se dogajalo samo v hali A, recimo neka manjša razstava, bi lahko bil prehod kar direktno. To je pravzaprav to, kar sem vam hotel na kratko predstaviti. Zdaj, mi seveda smo na sejmu vedno optimisti, tako tudi moramo biti, in če bo seveda konjunktura v gospodarstvu in tudi politična stabilnost tista, ki jo pričakujem, potem se pravzaprav tudi na sejmu nimamo česar bati. Ob prizadevnih sodelavcih, dobri ekipi, sem prepričan, da lahko kljub temu, da smo na infrastrukturno in tudi logistično manj ugodni lokaciji, lahko tudi v naslednjih letih uspešni.